Zdravo, živijo. Jaz sem Izabela. Jaz sem Boris. Jaz sem Paula. Ti si Paula. A ste pogledali malo, kako izgleda ta avtobus? Ja, jaz sem si to predstavljala čisto drugače. A čisto drugačno si si predstavljala? Kako pa si si predstavljala? Dajmo se usesti tle. Tle, to za sedeti tako. Jaz sem si to predstavljala v bistvu ful manjš. Potujoča knjižnica je takšen velik avtobus, dolg 12 metrov. V čem je pa razlika med potujočo knjižnico pa navadno knjižnico? Vidiš, razlika je v tem, da ti greš v navadno knjižnico, imaš na razpolago 8 ur vsak dan, najmanj 8 ur, ne? Potujoča knjižnica pa pride v en kraj k tebi in pride točno na tisti dan, tisto uro, tistega dne v mesecu. A imate prav poseben urnik, kdaj pa v kateri uri pride? Potujoča knjižnica pride vsak dan popoldan. Recimo, imamo kraje, kjer pridemo enkrat na mesec, točno tisti kraj, recimo, enkrat na torek, tega in tega, enkrat na mesec. Ne? Imamo kraje, kjer pridemo na 3 tedne in imamo kraje, kjer pridemo na 14 dni. A se kdaj zgodi, da ne pridete? Zelo redko. Slučajno, če se zgodi, da je slučajno, recimo, zasneži cesto, pa da ni splužena, da ne moremo priti do tja, ali pa če se slučajno avtobus kaj pokvaril. A veste, koliko knjig je tukaj? V avtobusu je približno 6500 knjig, pa enih 600 enot tega neknjižnega gradiva, kot rečemo mi, DVD-ji, CD-ji, a veš, tle je vse za otroke, tam je pa za odrasle. Tako da recimo vsega skupaj je enih 7200 enot knjižnega in neknjižnega gradiva. Kako pa poskrbite, da knjige ne padajo s polic? To je pa ena tehnika posebna. Najprej imamo police pod določenim kotom, a veš, tako 15 stopinj so dvignjene od tega pravega kota, ne? In to prav zaradi tega, da potem knjige ne padajo. Druga zadeva je pa seveda v tem, da moramo stalno knjige pospravljati in jih čim bolj stlačiti skupaj, da, kot vidiš, nikjer ni kakšnih lukenj, ne? In to prav zaradi tega, da knjige potem ne padajo dol, da so skupaj stlačene in da trdno stojijo med enim začetkom in koncem police. A jaz rabim prav posebno izkaznico za to knjižnico, a lahko na primer z izkaznico iz navadne mestne knjižnice? Ne, potujoča knjižnica je del mestne knjižnice Ljubljana. Tako da ti lahko z urbano mestne knjižnice Ljubljana enostavno prideš in si sposojaš tudi v potujoči knjižnici. A je to edina potujoča knjižnica v Sloveniji? Naša knjižnica je knjižnica osrednje slovenske regije, to je tako nekoč imenovane notranje ali ljubljanske regije. Drugače v celi Sloveniji je 12 potujočih knjižnic, od tega je 10 avtobusov, takšnih in podobnih, običajno malo krajših, in 2 kombija. Je bila ta potujoča knjižnica prva v Sloveniji? Ne, prva potujoča knjižnica v Sloveniji je nastala v Kopru 1973, vendar je bil to le manjši kombi. Prvo namensko izdelano vozilo za potujočo knjižnico pa je nastalo v Ljubljani leta 1974 in je šlo na svojo prvo službeno pot 10. oktobra 1974 v bližnjo Iško vas. Te knjižnice je pa živahen, ima veliko otrok. Ja, seveda, ta knjižnica je tako neposredna, se reče temu. In to se reče v knjižničnem žargonu, da je zelo si prizadeva za to, da je bil prost pristop do knjig. Glej to, Ivan Cankar, Hlapci. Elizabeta II. V ogledalu v uganki. Zofin svet. To sem že enkrat slišal. Dobar dan. Dan. Tole boste sposodali? To, vse, izvolite. Prijetno branje. Nasvidenje. Svidenje.